Danes si bomo še enkrat ogledali, kako spretna je v kuhinji naša simpatična pevka Manca Špik. Pripravila nam je več kot odlično kosilo. Manca, super si! Slišim, da drugačen si, da se res spremenil si. Lep pozdravček vsem gledalcem oddaje Za zdravje. Danes bomo pripravili eno čudovito kosilo in čudovit obrok, in ker je pomlad ravno, bom rekla, primeren čas za razstrupljanje našega telesa, bomo pripravili eno tako zanimivo jed oziroma kar nekaj njih za razstrupljanje našega telesa. Tako da eno juhico bomo pripravili, eno glavno jed in seveda mojo najljubšo jed, solato, tako da gremo kuhati. No, za toplo predjed bomo pripravili čemaževo juho. Na koncu, ko bo že v krožniku, pa bomo dodali malo konopljinega olja, ki razstruplja naše telo, je bogat z omega-3 in z omega-6 maščobami in dviguje naš imunski sistem. Tako da zdaj bom oprala tale čemaž. No, takole čemaž sem zdaj oprala. Zdaj ga bom narezala, nasekljala. No, takole čemaž je nasekljan, pripravljen, da ga dodam v ponev, kamor bom dodala maslo, domače maslo, potem se skupaj malo podušila, prepražila, zalila z vodo in dodala še bučko, hokaido bučo in krompir, da bo majčkeno bolj gosta in še boljšega okusa. No, domače maslo bomo, kot sem že omenila, majčkeno stopili, potem pa popražili naš čemaž. Evo maslo, še prižgem. Dodamo maslo v posodo. No, takole maslo se bo počasi stopilo. Dodali bomo čemaž in, kot sem že prej omenila, tudi bučke, krompir in pa sveži strok česna. Nam je zelo rada, imam seveda tudi čemaž, ima okus po česnu, ker je naravni česen, oziroma ena oblika. Tako da bom dodala še sveži strok in potem na koncu vse s paličnim mešalnikom zmiksala, da bo neka taka kremna juhica. Malo dodala kisle smetane in to bo resnično odlična juha za razstrupljanje našega telesa. Aha, pa še koprive bom dodala, vidim, da imam tudi na voljo posušene koprive, tako da bo res en to tak uvod v naše razstrupljanje telesa. No, takole maslo se je stopilo, zdaj bomo dodali tale čemaž. Lepo. Malo podušimo, popražimo. Čudovito diši. Dodali bomo hokaido bučo. Evo, takole, bučka je narezana. Zdaj jih bomo pa dodali lepo k našemu čemažu, da se malo popraži, potem pa bomo zalili z vodo. Dodali česen, začimbice, pa še kakšno skrivnost. No, zdaj bom pa dodala svež česen, ki ga imam zelo, zelo rada, in pa krompir, ki smo ga že prej narezali, tako da bom vse skupaj dodala še v našo juho. Krompir fajn zgosti, naredi tako gosto in seveda tudi zelo okusno juho. Krompir imam zelo rada, še rajši imam pa česen in ga dodam čisto povsod, kjer je možno, ker se mi zdi, da brez čebule in česna ni ta prave kuharce. Bomo pa dodali tudi pest kopriv. No, seveda pa na koncu se dodajo začimbe. Zelo rada imam majaron, česen smo že dodali, in pa bio kocke. No, in še majaron, mojo ljubo začimbo. Majaron se mi zdi pa, da paše res čist povsod. V juhe, v omake,
tudi v solate, če je potrebno. Tako in čas je, da se naša juhica skuha. Zdaj bomo pa pripravili glavno jed, to bo pa zelenjava, cvetača in brokoli s prav posebno omako. Seveda vse operemo, majčkeno tele liste odstranimo. Takole. Zdaj bomo pa malo nasekljali, narezali, malo očistili tele liste proč in tole steblo. Čeprav jaz velikokrat dodam tudi kakšen list, se mi zdi, da ima kljub vsemu zelo dober okus. Tako da bom mogoče malo tudi pustila, če je tole proč. Damo samo na polovico, tako. Tole bo šlo kmalu v ponev. Lepo vzamemo še brokoli, majčkeno stebla bomo dali proč in spet samo na polovico. Tako. Vodo smo že preštimali, posolili, dodamo zelenjavo v vodo in jo kuhamo toliko časa, da zelenjava še ostane čvrsta. Zelenjavi s prav posebno omako bomo dodali ajdovo kašo, ki smo jo prej že skuhali. Nismo jo solili, tako da jo bomo malo posolili. Dodali bomo začimbe, ki so seveda vse ekološko pridelane, ker je zelo pomembno, ker drugače se ne razstrupljamo, ampak zastrupljamo. Tako da bomo majčkeno takole samo po občutku malo posuli po vrhu. Na koncu bom vse zmešala. Tako. Naj še omenim, kaj sem dodala. Provansalska zelišča so to, se pravi origano, timijan, bazilika, rožmarin in pa sivka. Tako. Zdaj vse skupaj lepo premešamo, da se začimbe lepo primejo, upijejo, ali kako naj rečem, čim bolj po domače. Tako. In na vrhu bomo dodali olive iz olivnega olja, dali vse skupaj za 10 minut na 180 stopinj in ajdova kaša bo pripravljena. Evo, tako ajdova kaša je pripravljena. Na 180 stopinj jo bomo dali v pečico za 10 minut. Takole. Še čas priprave. 10. Ok. In pečica se greje. Zdaj se bomo pa lotili pripravo te prav posebne omakce, ki sem jo že tokrat omenila. Kozjo skuto bomo zmešali z lanenim oljem in ta kombinacija je zelo zdravilna, saj našemu telesu, našim celicam dovaja kisik. Takole. Se pravi sveža kozja skuta. Malo bom dodala zato, da bo še bolj čvrsto domači kozji jogurt. Takole. In pa kot smo že omenili, bio laneno olje, ki v tej kombinaciji resnično zdravilno učinkuje na naše telo. Zdaj bomo pa vse skupaj spasirali s paličnim mešalnikom. Takole, naša posebna omakca je pripravljena. Naša juhica se je skuhala, zdaj bomo pa še spasirali s paličnim mešalnikom in dodali malo domače kisle smetance, da bo nekam bolj kremasta, kremna. Takole, juhica je spasirana, zdaj pa dodamo še eno žlico domače kisle smetane. Evo,
to je naš zdrav obrok, še solata in naš končni izdelek si lahko pogledate na mizi.